Gremo na kupovalni center, ne skrbi, vse je v redu. Pravkar smo se morda zaleteli v patruljno vozilo. On vozi vzvratno po cesti, Ford Road. In gre v hišo. Policija v Dearbornu v Michiganu je izsledila ukradeni Hyundai Santa Fe karavan, letnik 2023, na tej bencinski črpalki BP. Policist se ustavi neposredno pred vozilom in ga zablokira. In se približa vozniku. Seri, dvigni roke, dvigni roke, dvigni roke! Voznik prestavi avto v vzvratno prestavo in poskuša zapustiti kraj. Toda drugi policist ga zdaj blokira. 27 prednostno. Imam vozilo, ki poskuša pobegniti. Gre za ukradeno vozilo. Smo na parkirišču BP. Še naprej se pomika vzvratno. In potem Oakley in nato Ford. In še naprej se pomika vzvratno. Portaplay in še malo več. 4 za porta. Gre vzvratno. In se še bolj pomakne nazaj. In še malo bolj. In še malo bolj. Dokler ne trči v patruljni avto. In nato nadaljuje vožnjo vzvratno. Prav iz bencinske črpalke. 28 prednostno. Pravkar smo se morda zaleteli v patruljno vozilo. Zvratno vozi po Ford Roadu, pelje proti vzhodu po Ford Roadu. V vozilu je en sam moški. Je v vozilu, bori se z večjim vozilom. Zdaj so v zasledovanju tega voznika, ki vozi vzvratno, že 3 policijski avtomobili. On pa še naprej vozi vzvratno. 28 še vedno vozi vzvratno. Vozimo počasi, to vozilo je močno poškodovano. Tukaj so policisti, predali bomo zadeva. Ne, vozilo je močno poškodovano. Še vedno vozi vzvratno, naravnost pred policisti. Voznik vzvratno zapelje skozi rdečo luč. FCA še vedno vozi vzvratno po Megravu. Zdaj vozi vzvratno skozi območje cestnih del. 28. Takoj, ko pridejo do nas, bomo predali zadeva. Še vedno vozi vzvratno po cesti. Na UT Force. Še vedno vozi vzvratno po cesti. Našli bomo tebe. V tem trenutku voznik ne kaže nobene želje, da bi se obrnil. Mislim, da je ena prednost vožnje vzvratno ta, da ima res dober pogled na patruljna vozila, ki ga lovijo. 28, če so na voljo, jim bomo predali zadeva. Še vedno smo z njim, še vedno vozi vzvratno. Tukaj smo pri določeni hitrosti, vozimo 30 mil na uro. Prosim, ustavite se zdaj. Smo pri Lawndaleu. Ugasnite. Zdaj, ustavite se, ja? Long Island. Oprosti, stari. Ustavite se, prosim, ustavite se. To vozilo je onemogočeno. Beremo. Ni problema. Zdaj je obkrožen z vseh 4 strani. Dej ga v parkirni položaj. Ne. Dej ga v parkirni položaj. Ne. Voznik ne kaže nobenega interesa za sodelovanje. Ugasni avto. Zdaj. Ugasni avto. Zdaj. 28. Vsi ostali naj ravnajo previdno. Vozilo smo obkolili. Poskušamo ga spraviti iz vozila. Trenutno ne sodeluje. Voznik seže po pijači in naredi požirek. Foxton. Nekdo še vedno ne sodeluje. Drži roke gor in odpri voznikova vrata. Bermi! Pazi nase. Bernie, pazi nase. In zdi se, da je končno pripravljen sodelovati. Z vsem tem sem v redu. Svet sem v formi. Spravite ga iz avta in na tla. Takoj. Položite ga na tla. Takoj. Lezi na tla! 28. Ga jemljemo v pridržanje. Avto! Pridite na to stran, fantje. Vzemite ga v pridržanje. Voznika so uklenili v lisice. Samo živčen sem. Si živčen? Lahko bi se preprosto ustavil. To je ukraden avto v okrožju Wayne. Zdaj je še slabš. 4. Toda preden ga odpeljejo, ima voznik iz Zakotja še eno zadnjo željo. In zdaj boš dodelam. Ne, absolutno ne. Kaj za vraga je narobe z... Burger G. Pravkar si to dobil, vem. Poskušaš pojesti svoj burger, medtem ko te policija lovi. Fante, ste zunaj. Arage iz Detroita se sooča z obtožbami bega in izmikanja, prejemanja in prikrivanja motornega vozila ter posedovanja prepovedanih substanc. Manj kot 25 gramov. V redu, no, tip je bil zelo dober voznik. Treba je priznati, kar mu gre. Mislim, Sam gledal sem in me je že začel vrteti. A ni res?
Mislim, dejstvo, da je ta tip lahko vozil tako daleč vzvratno. Nekdo od vas je rekel, da je boljši kot nekateri, ki jih poznamo. Peljite naprej. Vozi ga! Ne, brez imen. Tukaj ne bomo omenjali nobenih imen. Prav, to prihaja iz Ypsilantija v Michiganu. Neki moški je vstopil v lokalni bar s sokovi, vendar namesto, da bi naročil smuti, je zaposlenemu ukazal, naj mu izroči ves denar iz blagajne. Zaposlena izroča denar tako hitro kot lahko, vendar očitno ni dovolj hitro. Postane nestrpen in začne sam grabiti denar. Ampak zdi se, da se bo temu tipu sreča zelo hitro obrnila. Hej, vrni to nazaj, vrni to nazaj, vrni to nazaj! Dobri Samarijan ga poskuša ustaviti, ne da bi vedel, da je tip oborožen. Vrni to nazaj, vrni denar nazaj, vrni to nazaj! Pridi. Prav. Daj to nazaj! Osumljenec steče proti vratom. Ne udari me, stari, ne naredi tega, stari. Tukaj vrno bo, veš? Pištola pade na tla. Prav. Sem s tabo. Sem s tabo. In potem preostanek pištole pade na tla. Osumljenec poskuša pobegniti. In potem zaposleni zaklene vrata, imam prav? Imam prav. Bom dal nazaj. Bom dal nazaj. Denar pade na tla, nato pa še osumljenec pade na tla. Brez denarja in brez pištole se neuspeli tat pobere stav in zapusti trgovino praznih rok. Zdaj se nam pridruži tisti dobri Samarijan Ali Hadma. Izkazalo se je, da ste dejansko delali v sosednji trgovini in upravitelj vas je poklical medtem, ko so jih ropali. Ja, moj telefon zazvoni in rečem, hej, kaj se dogaja? Ona pa reče, pridi. Samo da veste, nisem dobil nobenega opozorila, kot da ima pištolo ali kaj podobnega. Tako sem šel v Vart Juice in si mislil, v redu, morda potrebujejo pomoč. Ko pa sem videl roparja, kako jemlje denar prav pred menoj, preprosto nisem mogel verjeti, kaj se dogaja pred mojimi očmi. To ne more biti res. Kdaj ste ugotovili, da ima pištolo? Ko sem se mu približal, mi je rekel, da ima pištolo. Takrat sem začel napadati tega človeka. Poskušal sem mu vzeti pištolo, ker lahko na posnetku vidite, da ima pištolo spuščeno. On se je boril, da bi pobegnil, jaz pa sem se boril, da bi mu vzel pištolo. Dale bom nazaj! Kdaj ste ugotovili, da je bila pištola lažna? Ko sem jo zgrabil, sem jo odvrgel. In padla je na tla in se zlomila. In se je zlomila. Prave pištole se običajno ne zlomijo, ko padejo na tla, kaj ne? Da, zlomila se je. In kaj se je potem zgodilo? Poskušal sem ga dvigniti in ga postaviti na tla. Potem sem ga položil dol in mu pritisnil koleno na prsi. Takrat sem mu rekel, da zdaj ne more oditi. Wow, kako pa je zaposleno? Ona je vodja, kaj ne? Ja, ona je vodja, smo kot družina. Vardar Juice, oni so kot družina. Poznam vse lastnike, poznam dekleta, sem kot njihov starejši brat. In kako je z njo? Predvidevam, da je še vedno malo pretresena. Ja, tako me kliče vsak dan. A delaš, ali prideš? Jaz pa rečem, ja, delam. Torej imaš zdaj še drugo službo kot njen osebni telesni stražar, kaj ne? Ja. Ja. Kar zadeva osumljenca, Barrage Lamar Scott, so ga prijeli približno 1 uro po odhodu iz trgovine in ga obtožili oboroženega ropa. Naslednji datum njegove obravnave bo 13. marca. Tip se zdi kot dober človek, seveda, dobri Samarijanec, kaj ne? Ja, sosed ga lahko samo pokliče in reče, prijatelj, pridi. On pride, bum, on kar teče. Ja, to je ta tip, tam. Kar dobro ime, ja. Ja, želim si, da bi imeli vsi take sosede. Ja, res. Ta nas bo popeljal v okrožje Livingston, Michigan. Po navedbah policije je voznik pobegnil med prometnim nadzorom, nato zapustil avto, vlomil v hišo neke ženske in ji zagrozil, naj mu izroči ključe avtomobila, sicer jo bo ubil. Poglejmo, kaj se je zgodilo potem. 3600 enota MSP na poti proti vzhodu v vas. Namestnik šerifa okrožja Livingston poskuša dohiteti poltovornjak GMC Sierra, ki je bil pravkar ukraden pod grožnjo s pištolo. Predajte ga na levo in vsem vam bom dal hitrost 55. Naprej policist se pripravlja odvreči trakove z bodicami. Videti je, da je voznikov bok pnevmatike doma, še vedno se pelje proti vzhodu. Roka na obeh bodičastih trakovih, on je
Zdaj gre levo-desno, pnevmatike so prazne, približuje se cesti proti hitrosti vožnje. 110 mil na uro z 2 praznima pneumatikama. Začenja se močno kaditi, prekini zasledovanje, pridi na Highland Road. Hitrost je 60, še vedno na zavijalnem pasu, močan dim. Zdi se, da se tisti 2 pneumatiki zdaj res začneta razpadati. Sprednja leva pneumatika pri 70 že šla. Hitrost je 80, Crestwood. Je noter, videli ga bomo, gre proti prometu, levi pas. Zdi se, da je kar je ostalo od gume na drugi spuščeni pneumatiki zdaj po cesti. Zdaj vozi na 2 platiščih. V redu, gre v središče Halifaxa. Bisava Villa do Rainy Main. Si prost? Prehajam glavno nadstropje, hitrost 45. 3-6, prevzema vodilno vozilo, prehajaš National Street, hitrost 380. Namestnik prehiti policista državne policije in je zdaj vodilno vozilo v zasledovanju. Približujemo se počasnemu prometu, potrebujem hitrost 50, 14, 15, 30. Do 70 mil na uro. NATO skoraj oplazi polpriklopnik. 15 in na to skoraj oplazi prikolico s platojem. 3:36, začnemo voziti naravnost proti prometu. Namestnik se približa, da izvede manever pit. In na to voznik zapelje v skrajno desni pas. Skrajno desni pas. Tega ne moreš dobiti na avtocesti. Prav. Prav, ti si smet, pej ven iz avta. Policist hitro odpelje oba najstnika v avtu na varno. Ko policija pride na prizorišče, imajo zdaj voznika obkroženega pod grožnjo orožja. Voznika so omamili s paralizatorjem, dokler ga končno ne aretirajo. Več vas je v glavnem govorniku, gre za splošni promet, vsi so na varnem. Ta nas bo popeljal v Fenton v Michiganu. Mati je tam poklicala policijo, potem ko njen 47-letni sin ni hotel vrniti njenega avtomobila, ki mu ga je posodila za delo. Nažalost je drugi sin v vozilo namestil AirTag, zato je policija lahko hitro izsledila vozilo. Poglejmo, kaj se je zgodilo potem. Policist iz Fentona v Michiganu je pravkar opazil ta ukradeni Ford Focus letnik 2016. Social 55 na uro, na zdravje. Na zdravje. V zasledovanju so zdaj vsaj 4 policijski avtomobili. Zdi se, da bo voznik kmalu zapustil avtocesto. Social 55, zapuščam avtocesto pri izvozu. 59, to je izvozna krančina. Social 55, videti je, da bomo šli proti zahodu. V redu, moji fantje so pripravljeni, približujemo se tvoji desni strani doma. Ne vidim, 45 upočasnjuje, zdi se, da mu zmanjkuje goriva v prometu. Vidimo nasproti vozeči promeči, 188 lahko usmerjaš. Naprej, tik za tistim parkiranim Subarujem. Policist čaka s cestnimi bodicami. Voznik se izogne bodicam in zadene Subaruja. Smo na bodicah, pridi sem. In zdaj se je Subaru pridružil zasledovanju. V redu. 60 mil na uro. 60 miles an hour. Zdaj vsaj pol ducata patruljnih vozil sledi voznikov, ki vleče odbijač po makadamski cesti. Smo v Crestwoodu. Povej, če ga lahko posodimo srediti noter. Spredaj je znak za stop, ki ga voznik ignorira. RPI, moramo iti tja. Roke stran od okna. Roke stran od prekletega okna. Zdaj, v svojih prekletih rokah, vseeno mi je. Naprej. Roki do...
Jaz sem policist. Zdravljeni, imamo policiste. Prijeti ste zaradi pobega in plenjenja. Medtem. Preveri jih. Nekaj policistov je pohitelo preveriti stanje moškega v poltovornjaku. V redu, razidite se. Policist razbije okno. In nato s tem nožem prereže zračno blazino. Si v redu, prijatelj? V redu, hitro te bomo spravili ven, prav? Na srečo voznik ni huje poškodovan. Vse naredi zelo počasi, prav? Zdaj bova izstopila iz tega. Najprej odstranim to steklo, prav? Primi moj telefon. Na poti sem igrat golf. Čeprav se zdi, da bo moral ta igralec golfa zdaj nekoliko prestaviti svoj čas začetka igre. Skoraj si tam, 5 cm odstal. Sveta mati. 22, drugega voznika sem izlekel iz vozila, zaenkrat je v redu, naj samo pokličem reševalce. Jeremy Nelson se zdaj sooča z več obtožbami, vključno z begom, izmikanjem in prikrivanjem ukradenega vozila. Ostaja v zaporu na eno. $100,000 varščine. Na srečo je voznik poltovornjaka utrpel le nekaj manjših poškodb. Oglejte si še več najboljših trenutkov iz OP Live in se naročite na Reels Plus s 7-dnevnim brezplačnim preizkusom ter spremljajte takšne trenutke v živo, še preden postanejo viralni. Anita Cowell iz Berkeleyja v Michiganu je sedela na kavču, ko je nenadoma zaslišala zelo glasen pok. No, poglejmo, kaj je privedlo do tega. 460 River Drive. Policija v Berkeleyju v Michiganu sledi vozniku, za katerega se izkaže, da je iskan zaradi več nalogov za prijetje zaradi hudih kaznivih dejanj. Na strani Southfielda. 3 sever, Sem Tomaš. Pobegnil je. In tam gre. Proti jugu. Kulič proti jugu. Priključuje se na 12 mile. Ta Dodge Journey zdaj vozi več kot 2-krat hitreje od omejitve hitrosti. Proti jugu, središče mesta Lake Erie, ujet v prometu, hitrosti do 70. Stuck in the traffic, speed of 70. S prometom pred nami. Vračal se bo proti severu. Nared ovinek skozi Eddie's Gourmet Restaurant and Bar. Vozi proti vzhodu po Lincolnovi ulici, hitrost je 40. Vozi proti vzhodu po Lincolnovi ulici. Hitrost 60, še vedno proti vzhodu. Vzhodno po Lincolnovi ulici, hitrost 50. Pelje mimo vrtca, ne ustavi pri znaku stop in zdaj vozi skozi stanovanjsko območje. Ali je to že tretja prometna kršitev z njegove strani? Videti je bilo, kot da je imel nagrado. To postaja res nevarno. Skoraj je izrinil avto s ceste. Potrebuje pomoč, da se umiri. In nato ne ustavi pri znaku stop. V Huntington Woods Zoo. Hitrost 45. Ne ustavi pri še enem znaku stop. Cassie, ki gre proti severu, želiš prevzeti sledenje? In potem ne ustavi pri še enem znaku stop. Proti severu in Berkeley. Proti severu in Berkeley. In še en znak za stop. Može pri 11 miljah, prosim, ne ni tako. In še en. Imam številko prijenca. Na naslednjem stop znaku zavije desno. In policisti so mu še vedno tik za petami. Spet ne ustavi pri znaku stop. In še enega. In gre v hišo. Je v hiši. In iz avta gre. Enega imam, bedi proti vzhodu po ulici East. Pravilno in... Policist. Oh, died. Sem na 211 milji, ne? Patrolni avto se pele mimo policista. V redu, komaj te slišim. Slišal sem, da gre proti jugu pri 12 milji. In dohiti osumljenca. Stoj, ki mu v tem trenutku že skoraj zmanjkuje moči. Osumljenec se obrne in gre nazaj v drugo smer. Policisti ga tam že čakajo. Osumljenec je vklenjen v lisice. To je bilo neumno. Imaš pri sebi kakšno orožje? Kaj pa jakna? In zdaj, glede tiste hiše. Moramo preveriti tisto hišo, fantje.
Izkazalo se je, da je avto zgrešil žensko na njenem kavču za le 1 meter. Voznik, 31-letni Brian Martin, je bil včeraj obtožen zaradi bega in izmikanja, upiranja ali oviranja ter posedovanja kokaina. Wow, 1 meter. Samo in meter. Kar se je začelo kot prijava kraje v lokalni trgovini Target, se je spremenilo v nevaren pregon. Možna trgovinska goljufija. Eden od osumljencev je temnopolti moški, star približno 45 do 50 let, nosi črno bejzbolsko kapo in sončna očala. V redu, moški je pravkar odšel skozi vrata s predmeti, za katere ni plačal. Ko se osumljenec odpravi proti svojemu avtomobilu, na prizorišče pohiti policist iz Farmington Hillsa. Vstopil je vsi v Chryslerjev limuzinski avtomobil s 4 vrati. Pelje se proti severu, po parkirišču proti severu. 9 milj. Vozilo nima registrske tablice. Tem je siv Chrysler na desni. Približno 23, Scott. Zdaj bom zapeljal na parkirišče. Temnopolti moški, sončna očala, klobuk, ženska sopotnica. Osumljenec je skoraj zadel policista in pobegnil. 523, vaše vozilo je bilo prepoznano. Ženska sopotnica. Peljali se bomo proti severu na parkirišče. Poskuša pobegniti in nato trči v zadnji del drugega avtomobila. Policist ga poskuša blokirati. Samo poskušal sem ga usmeriti noter, to vidite na avtomobilu. V redu, poskušala si ga ustaviti z manevrom PIT in zadev je drugo vozilo. In potem avto spredaj odpelje, osumljenec pa pobegne. Zdaj vozi po napačni strani ceste, 70 milj na uro. Promet. Predvidevam, da mi je dovoljeno več kot 78 milj na uro. Naprej pred nami postaja promet zelo zgoščen. Prav gost promet. Prav zadnja desna pneumatika se začenja kaditi. Imamo iskre na desni strani. Približujemo se semaforju. Ni več prostora za vožnjo po napačni strani ceste. Zdaj preprosto vozi po sredini ceste. Vozimo se južno po Beach Stairway. Smo na ulici... Ne, oprostite. Zdi se, da izgublja dele svojega avtomobila. Desno zadnje kolo se kadi. Južno po ulici B, stran od 9 Mile, nekaj milj, avtomobili in vozila se razpadajo. Zdaj vozi skozi gradbišče. In mislim dobesedno skozi gradbišče. Na gradbišču je omejitev 30 milj na uro, poskuša ubiti ta promet. V redu, poskuša ubiti gradbišče. Še vedno potrebujem telefon. Pravkar sem se pripeljala do mesta ustavitve. Tegnil sem se do štora. V redu, še vedno je lahko črkovati. Prepelje skozi rdečo luč in skoraj povzroči nesrečo. Spet prepelje skozi rdečo luč in skoraj znova povzroči nesrečo. Novice na telefonu. Vozi 80 km na uro. Gospod Johnson, pojdite ven, dokler je še dan. To se bo vseeno zgodilo. Policist se približa za manever PIT. Manever PIT je uspešen. In zaleti se v drugo vozilo. Osumljenec začne bežati. Pravzaprav gre bolj za hiter tek. Policisti hitro ujamejo osumljenca in ga aretirajo. In ostal bom pri mestu. To je bilo neumno. Moral bom narediti postanek. Zdaj se samo umika, ustavilo se bo, moral bom nekaj narediti. Imaš prav, to je bilo res neumno. In kljub njegovemu iskrenemu opravičilu
57-letni Frankie Burton iz Oak Parka v Michiganu se zdaj sooča z več kaznivimi dejanji, vključno z begom in izmikanjem, napadom s smrtonosnim orožjem ter goljufijo v trgovini. Prve stopnje, kot tudi obtožbo zaradi posedovanja kreg kokaina, ki so ga našli v njegovem žepu plašča. To zasledovanje je bilo strašljivo, neverjetno, da nihče ni bil resno poškodovan. In načelnik, govorili ste o tem. Kako nameravate posredovati pri prometnih ustavitvah? Ja, mislim, ko gre za kaj takega, so organi pregona usposobljeni za takšne stvari. Veste, nenadne, hitre, izmikajoče spremembe pasov, nenadna ustavljanja in podobne stvari. Torej smo usposobljeni za zasledovanja, vendar kar se tiče posredovanja in zaustavitve takega vozila, je razlog, da je naša agencija trenutno v postopku priprave na uporabo PIT manevra, da lahko varno ustavimo vozilo, ne da bi se to nadaljevalo v nedogled, ker bi to lahko koga ubilo. To je nepremišljeno. Mislim, ura je 6:25. Ura je 30 zjutraj. Policist iz Ferndala v Michiganu je pravkar ustavil tega Jeepa Wranglerja, ker je vozil več kot 30 mil na uro nad omejitvijo hitrosti. Kako se noče? Policist Jolie, veste, zakaj sem vas ustavil? Verjetno zato, ker sem tam zadnji drsil in moj štirikolesni pogon ni deloval pravilno. V redu. Ja, tam zadaj ste drsel in potem, zakaj ste vozili tako hitro? Nobenega razloga. Sploh. Ničesar v avtu, zaradi česar bi moral skrbeti. Ne, v redu, počakajte trenutek. Medtem ko preverja voznikovo vozniško dovoljenje, na prizorišče prispe še drugi policist. Ta številka operacije se ne ujema z njim. Jose Andrews Martinez je to drug človek. Imela je popolnoma drugačne podatke. Izkazalo se je, da ima voznik ponarejeno vozniško dovoljenje, ponarejeno registrsko tablico in ponarejeno zavarovalno kartico. To je ponaredek, tako se je izdelo v moji roki. Policist se zdaj odloči preveriti številko vin, da vidi, ali je tudi ta ponarejena. Hitro bom odprl vrata, da lahko vidim številko vin. Tam je nima. Morala bi biti tukaj na notranji strani vrat. Morda bi biti tukaj, kjer bi morda biti. Prav. Edino drugo mesto za vin bi bilo pod zaščito šasije, ampak tja zdaj ne grem. Bomo ugotovili v trenutku. Prav. Zdi se, da je bil vin namerno odstranjen. Vin na notranji strani vrat je odstranjen, torej še vedno gor. Ne vem, če je ukraden, ampak ga ni tam. Oba policista sta pristopila k džipu. Ustavil bom policista, da lahko najde vin in potem obrne kombi. Veš, kje bi še lahko bila številka vin na tem, kaj ne? Ne? To je to, verjetno. V redu, prav, moral boš ugasniti avto. Hitro ugasni avto zame, prijatelj. Tako, lahko snameš varnosti pas zame? Ja, sname ga. Pripravljen sem izstopiti. Ne speli. Ne speli, ne speli, ne speli, ne speli. Voznik spelje, medtem ko je policist zdaj v vozilu. Stoj, stoj, stoj. Stoj. Pojdi stran, brat. Policist in voznik se borita za nadzor nad volanom. Zaleteli se bomo. Zaleteli se bomo. Brat, v redu, sprosti se. Stoj. Zaleteli se bomo. Zaleteli se bomo. Zaleteli se bomo. Stoj. Stoj, stoj, stoj. Zaleteli se bomo. Drugi policist ga dohiti in ga zapre v džipu. Sprosti se. Sprosti se. V redu. Sprosti se, prijatelj. Sprosti se. Nehaj. Sprosti se. Prim ga. Prim ga. In zdaj se oba policista borita za nadzor nad vozilom. Poslušajte. Poslušaj. Sprosti se. Poslušaj. Ora mi. Dobil boš elektrošok. Sprosti se, dobil boš elektrošok, prijatelj. Sprosti se, mora se ostaviti človek. V redu, sprosti se, poslušaj, spusti. Spusti plin. Pojdi z avta. Zdaj boš dobil šok z električnim paralizatorjem. Dobivam šok, pojdi ven, stari, pojdi z avta. Lezi na tla, zdaj. Končno jim uspe odstraniti voznika in ga aretirati. Ja, skoro si me jeben ubil. Zakaj, stari? Zakaj? Lahko se bojiš, kolikor hočeš. Misliš, da mene ni bo strah za moje življenje? Zavarovano, peljemo te na postajo. 25-letni Donald Brazel je bil obtožen 2 točk obtožnice zaradi upiranja policiji in oviranja njenega dela ter 4. stopnje bega in izmikanja. Policist, ki ga je zadel džip, je bil zaradi lažjih poškodb oskrbljen v bolnišnici in je zdaj spet na patrulji. Mimogrede, džip je bil dejansko ukraden že decembra. Wow, tole je bilo res težko gledati. Policija v Wyandotte v Michiganu zasleduje voznika, ki je iskan na podlagi 15 nalogov za prijetje, vključno z vlomom, napadom s smrtonosnim orožjem in davljenjem.
roke na sedežu. Fantje, ohranite hitrost 40. Še vedno se peljejo proti severu po 40. Popeljal je policijo skozi 4 mesta in zdaj se naravnost odpravlja proti središču Detroita. Zgod 404 severovzhodno, čez most. Zapira ga. Premiki se, premiki se, premiki se. Nenadoma osumljenec izgubi nadzor in trči v električni drog. Razbil se je, razbil se je. Bori, bori. Pripravljeni bomo. In pazite na goreče vozilo. Prinesite. Gasilni aparat. Gasilni aparat, 3 v vrsti, dodatno. Prinesite gasilni aparat. Kaj? Kar je bilo zasledovanje, je zdaj reševanje. Policist razbije okno, vendar so plameni premočni. Voznik je nezavesten, ogenj pa se hitro širi proti njemu. Sprednja vrata se še vedno ne premaknejo. Poskušajo razbiti okno na voznikovi strani. Spravite ga iz avta. Zdaj ga potegnite ven oddadi. Položite ga čist na tla. Motor lahko vsak trenutek eksplodira. Počakaj, lahko odpreš druga vrata. Morajo ga takoj spraviti ven. Poskusi iti po tej poti. Počakaj. Tiste ročice ne moreš potegniti. Ne? Poskušali so voznika izvleči skozi zadnje okno. Si ga dobil na ta način. Tukaj, pej naokol, pej, pej. Daj no. Končno so ga uspeli spraviti ven. Potegni ga gor. In to v zadnjem trenutku. Franje, v redu, vstani z mano, brat. Si v redu? Neverjetno, zdi se, da je osumljenec v redu. Kar se tiče avta, pa ne ravno. V redu, že sem ti povedal. Povedati mi moraš svoje ime. Bodi iskren glede tega. Tvoje ime se ne pojavi v sistemu. Si že kdaj imel stik s policijo? Ne. Si. Nikoli nisi imel nobenega. Stika s policijo. Pred nekaj tedni je bil tudi problem. Ustavila nas je policija. Policija iz Muskegon Heights ima težave pri identifikaciji tega potnika, ki so ga našli parkiranega pred zapuščenim telovadnim centrom. Ona je že slišala za kazen. Voznik, parkiran v bližini, začne v živo prenašati dogodek na svojem mobilnem telefonu, ravno v trenutku, ko policisti izvejo identiteto potnika. No, ona je bila pridržana, zdaj je aretirana, ampak to je njena torba na pokrovu motorja. Prinesli so skener za prstne odtise. Samo obrnite se. Izkazalo se je, da ima potnica nalog za aretacijo. V redu, rekel sem ti, če boš lagal, boš tudi ti šel v zapor, prav? V redu, drži roke za hrbtom, prosim. Na koncu so ji nadeli lisice. Kar stopi v avto. In jo spravijo v policijski avto. Hej, lahko zmanjšaš gretje, tukaj je tako vroče. Policist odpre okno in spusti noter nekaj zraka. Hvala. Medtem ko se avto ohlaja, policisti preiščejo njeno torbo. Seče. V redu, to je bila pretreza. Najverjetneje. In nato začnejo preiskovati tovornjak njene prijateljice. Osumljenki mora biti res vroče, ker ima zdaj celo glavo skozi okno. Pravzaprav izgleda, kot da poskuša pritegniti pozornost svoje prijateljice. Ne povej mu ničesar, ne reci nič. Prekletstvo. Madone, to je glasno. Eno nogo da skozi okno. In potem še drugo. Prekleta, pusti, da vidim. In že gre. Pretepal jo bom do konca. Glej. Vsi ste to videli v živo. To je v živo. Policist se vrne, da preveri osumljenca, ki je očitno izginil neznano kam. Se hecaš z mano, človek. Ja, verjetno je vse posnel. Ni me nič upozoril, človek. Ne morem, ne vem, ne morem. Zdaj pa preskočimo 3 dni naprej. Lahko vidiš okno? Policisti dobijo namig, da se pobegli osumljenec zdaj skriva v tej zapuščeni hiši. Policijska postaja King Heights. Stopijo v hišo. Policijska postaja King Heights, bolje da pridete ven, prihajamo noter, ukažite roke. In začnejo iskanje. Policijska postaja King Heights. In tam je
Stani. Hvala, v redu, vstani. Nikakor ne, nimam ničesar. Obrni se proti steni, nimam ničesar na sebi. Obrni se proti steni, nimam ničesar na sebi. Če pogledaš natančno, lahko vidiš, da imaš še vedno eno od lisic iz prejšnje aretacije. 723 enega imamo na poti. Lahko dobim eno posteljno? Prosim, imam eno posteljno. Center želite pogledati City kod 903. Mogoče, če ne bi že pobegnil od nas, bi ti lahko šel na roko. Tokrat ne bodo ničesar prepustili naključju. Mislim, zdaj vsi vejo, kdo si, zelo si znan. Odpeljejo jo do čakajočega policijskega avtomobila. Vse tam gor. In tokrat bom poskrbel, da bo okno ostalo zaprto. 38-letna Kendra Ani je bila obtožena pobega iz zakonitega pripora, zlonamernega uničenja policijske lastnine in vloma v dom 3. stopnje. A lahko vsaj priznamo, da je bil to kar impresiven? Hej! Četrtina. Ja. Prav. Da prideš skozi tisto okno. Noro. Rekel sem, da bi padel na obraz. Ja, padel sem na obraz. Razbil lobanjo, vse skupaj. Cela zmešnjava. Ležal sem na pločniku in se mi smejijo. Grozen občutek, ko greš do zadnjega dela svojega patruljnega avtomobila. Ja, to je prava nočna mora. V redu, kdo se šali? Ona je odšla. V redu, tukaj je William. Vzeli bomo 70 mil na uro. Gremo proti vzhodu, proti park THRD, brez registrske tablice. Policist kuronske policije zasleduje voznika, ki je poklical 911 in grozil, da bo streljal na policiste. In verjamejo, da je v avtomobilu več orožij. Ste zato poklicali enote s policijskimi psi? V redu, bomo šli skozi s hitrostjo. Voznik močno pritisne na zavore. In zavije. Policist ga ponovno dohiti. Ne? Brez registrske tablice. Razbito okno na sovoznikovi strani. Kako vam lahko pomagam? Pojď! Izveš si nekaj zase. Ne morem, trenutno nas vabijo past. Upočasnjuje z vklopljenimi utripalkami. Samo umikam se na stran. Ko se približam, pa pohodi plin. Pravkar je zavila proti zahodu na Eš. Voznik zavije na stransko ulico in policist sledi za njim. Prav v redu, naletel je na slepo ulico. Peljali se bomo po Mile in zavili k Andreju Ohavšu tik ob trgovini Pelikan. Policist se ustavi neposredno za njo. Ena noč pelje. Zadnje durišče! Smo pri koncu. Gremo. Policisti skočijo ven. Ven iz avta, ven iz avta, ven iz avta! In ona odpelje. Na Ešu nimam ničesar. Pravkar je zapeljala skozi dvorišče. Vozimo se proti zahodu, po Ešu, proti Clarku, konec, North Clark. Vendar ujamejo vozilo. S to vso blatom na vetrobranskem steklu ne moreš biti prepričan. Ja, tam je. Videti je, da zavija na odlagališče. In ja, videti je, da bo zavila na odlagališče. Tudi mi bomo zavili na odlagališče. Za zapisnik, to ni kar neko odlagališče. Tukaj zadaj, pelje se gor po hribu, tukaj zadaj. Ampak morda največje smetišče v celotni zvezni državi Michigan. Pol ducata policistov jo zdaj sledi gor, po tej gori smeti, ki je mimogrede najvišja točka v celotni okrožju. Gremo desno. Smo na 60, počakajte in prevzemite. Ne bom. Pojdi v avto, gremo, vrni se. Vse dežuje, gremo, ostanemo pripravljeni in te poberemo. Končno so dosegli vrh. Namesto, da bi izstopila in uživala v razgledu, se obrne. Skoraj je zadev policijskega psa. Skoraj je zadev policijskega psa in začne svoj spust po gori smeti. Zdaj se vrača proti baznemu taboru tako hitro, kot lahko. Tukaj bodite previdni, poskušate zaleteti v nas. Vrača se skozi vrata.
Vrača se skozi vrata. Odstanite vrata. Pohodi plin in se zapodi proti izhodu. Zablokiral so ga. Nima kam iti. In ustavi se. Izstopi iz avta, ven. Izstopi iz avta. Ona noče odkleniti vrat. Vrata, pazi, pojdi ven. Izstopi iz avta, izstopi. Ven iz ona zavrača. Odkleniti vrata. Pojdi takoj. Razbijajo zadnje okno. Drži roke gor, takoj. Ne, voznika so omamili z električnim paralizatorjem in ga hitro odstranili iz avtomobila. Poglej, policist, pazi na orožje. Dali so ji lisice. Veliko orožja. Preverite, ali ima pri sebi orožje. 14 v tem avtobusu. In končno ji pomagajo vstati. Voznica, 54-letna Stacy Sears, se zdaj sooča z obtožbami pobega, nošenja skritega orožja, nevarne vožnje in zlorabe klicev v sili. Zdaj pa poslušajte to. V njenem avtomobilu so dejansko našli 9 kosov strelnega orožja. Wow, zloraba telefonskih storitev? Nenehno je klicala 911. V redu. Jaz nekaj veliko. Ja, številokrat. V redu. Pred zasledovanjem. Prav, v redu. Ja. Ne zlorabljate številke 911. No, ja, to se zdi najmanjša od njenih težav. Ja. Ja, kar daj in položi roko na volan, prosim. Policist kentuckijske državne policije je pravkar ustavil ta poltovornjak Dodge Ram med prometno kontrolo. Kaj se dogaja? Moraš počakati na svojega voznika. Imaš pripet varnostni pas. Ja, bil je. Policist je prosil tako voznika kot potnika za njune osebne dokumente. Kaj se dogaja, prijatelj? Dobro. Imaš tudi vozniško dovoljenje pri sebi? Kje ste? Namesto, da bi policistu pokazal osebno izkaznico, mu sopotnik pokaže pištolo. Medtem ko se policist skuša skriti, se vrata odprejo in tako strelec kot voznik skočita ven. In strelec pobegne. Smo tik pri letališču. Ustreljen je bil. Ne, prosim, utihni. Po nogi. Razumem. Poskusili bomo AMA. Sam umakni se nazaj. To je voznik, kateremu so pravkar ukradli tovornjak. Zdaj hiti na pomoč. Kaj je? Prosim, draga, poljub. O moj bog, si v redu? O moj bog. Ko voznik namesti podves, na prizorišče prihaja več ljudi. Ne. K sreči sta ta mati in hči obe diplomirani medicinski sestri. Pozdravljeni. Ni tako. Ni dober, tlega nimam. Dal sem ga, koliko sem ga lahko zategnil, ampak potrebuje še en podves. Imate pas? Imate pas? Na tej točki se verjetno sprašujete, kaj se dogaja v mislih voznika. Obračal me je v desno in ko je policist prišel za mano, mi je rekel, naj pobegnem. Rekel sem, ne bom bežal človek. Wow, to je past, to je super. Namestili so še eno podvezo. Kje je rana? Tukaj. Tukaj spodi. So že na poti, šlo je čisto skozi, ne? Medtem ko hči pritiska na rano, mama spremlja utrip policista in ga drži budnega tako, da se še naprej pogovarja z njim. Hej! Fantje, si poročen? Si married? Ne. Imaš punco? Ja, ta boka? Letališka policija je zdaj na prizorišču. Moš ga vklopiti? Ja, imamo 2. Policist namesti še tretji turniket. Kje ga želiš imeti? Tega te spode. Se te bo bolelo na nogi. Zdaj je samo še vprašanje čakanja, da pride reševalno vozilo. Potreboval bom vse tukaj. Gre za pripadnika državne policije, ki je bil ustreljen. Tako so policista Ramiljona hitro odpeljali v bližnjo bolnišnico. Zdravniki so povedali, da če ne bi bilo tistih dobrih ljudi, verjetno ne bi preživel. Na srečo si zdaj opomore in prav prejšnji teden se je ponovno srečal s 4 junaki, ki ste jih videli v tistem posnetku. Kar zadeva strelca, je po pobegu ukradel vozilo, nato ustrelil 4 ljudi, 2 smrtno, nato pa je bil ubit v strelskem obračunu s policijo. Wow, popolnoma noro. To je težko.
Težko gledati. Ja, in še posebej, ko nam poveš, da je bilo potem še slabše. Ja, veš, in spet, bilo je veliko dogodkov, ki so pripeljali do tega, ampak veš, policist sploh ne ve zdaj. Voznik, on razmišlja kot, ne vem, kdo je ta tip, ti mi poskušaš pomagati. Bil sem popolnoma zmeden. Ampak dejstvo je, veš, kakšne so možnosti, da so tam medicinske sestre in osebje? Ja, prav. Osebje je tam, da pomaga. Deževen večer je v Royal Oaku v Michiganu in ti policisti, oni se pogovarjajo z voznikom in tudi s potnikom. Ko nenadoma SUV spelje. 347 to vozilo beži. Gre proti severu po Washingtonu skozi rdečo luč. Hitrost je 56 in narašča. Policisti dohitevajo voznika. Ustavili jih bomo zaradi vožnje skozi rdečo luč, pravkar zavijajo proti osnovni šoli. Kdo zdaj vstopa v osnovno šolo v napačno smer? Vozilo še vedno vozi približno 55 km/h, pelje skozi stop znake. Voznik zapusti šolo. 50 do 12 na uro. In zdaj vstopa v stanovanjsko območje. Zapeljal je skozi križišče pri znaku stop brez ustavljanja. Povej, da je vse v redu. Videti je, kot da se pripravljajo pobegniti. Še vedno manj kot 1 milijona uro, ko vozijo skozi Lagoa. 54 mil na uro. Prevozila je še en znak stop. Južno po Oak Ridge, gre v tisto smer. Na znaku piše slepa ulica, ampak videti je, da ta cesta vodi do nakupovalnega centra. Trenutno ima reciklator prav pred hišo, ki je pred mano. Razbija alto. Voznica se ustavi blizu oddelka za nego kože. Zdaj so obkroženi pod grožnjo s pištolo. Potnik izstopi, medtem ko voznica prestavi vzvratno. Premakne se naprej. In spet prestavi vzvratno ter trči v policijski avto. Mogoče je to trčila v Erika, ona je v avtu. Zdaj je spet v trgovini. In potem ponovno trči v policijski avto. In spet gre nazaj v trgovino proti oddelku z dišavami. Poskuša pobegniti pred vsemi nami, še vedno vozi svoje vozilo. Spet se vzvratno odpelje ven. In nato se zaleti v pult z ličili. Kaj naj storimo? Smo zunaj, smo pri avtu. Spet prestavi v vzvratno. Preden se odpravi do blagajne. Pred tista vrata so postavljali tiste trakove z bodicami. Policist hitro vzame bodice iz svojega patruljnega avtomobila. Pazi. Pazi! 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 Gremo, čist do vrat. V redu, tam se ustavi. Ne, pejt ven. Zdaj imajo vhodna vrata zabarikadirana in voznika obkroženega. Ugasni avto! Ali ima pastor trgovino? Ja, imamo ves čas. Zagrabi ključe in pojdi po tovornjak, vzemi ta vrata. S patruljnim avtom, ki blokira vrata. Čakaj. Pazi na bodice pri nogah. Policist razbije steklo. Pravkar sem poskusil. Počakaj. Hej, kaj se je zgodilo? Voznik še naprej navija motor. Sam ustav, zapelj malo nazaj, ker moramo odpreti ta vrata. Zakaj sem zdaj obtičil tam noter? Samo malo. To je bilo steklo, ki je padlo iz vratnega okvirja. V redu? Zdaj, ustav se! Pazi na prometni znak. Policist vstopi noter. In razbije okno avtomobila. Pojdi ven iz avta, rekel mi je, naj ti tega ne naredim. V redu. In končno voznika potegnajo iz terenca. V redu, pojdi ven. Pazi na trak z bodicami! Umakni trak z bodicami! 26-letna Katrina Patterson iz kantona v Ohaju je bila obtožena pobega, 3 obtožb zaradi napada ter zlonamernega uničenja stavbe in osebne lastnine. Še vedno čakajo na rezultate krvnega testa, da bi ugotovili, ali jo bodo obtožili vožnje pod vplivom alkohola. Mimogrede, sopotnik je bil kaznovan zaradi odprte posode z alkoholno pijačo.
No, veš, ona kriči in vpije, kot da veš kaj. Moraš razumeti, ali pa sploh ne vem, na kaj ona kriči. Kako si drzneš? Prav, mislim, ne v smislu, veš. Ampak govorili smo o tem, ampak iz policijskega vidika ni nobenega usposabljanja, ki bi te lahko pripravilo na to. Sploh ne. Mislim, ampak ljudje se ne zavedajo vedno, da je za veliko stvari, ki jih počnemo, zelo malo usposabljanja. Veliko tega je improvizacija, sposobnost delovanja pod stresom in razmišljanja pod pritiskom. In to je tisto, česar ljudje preprosto ne razumejo vedno. Namestnik okrožja Lewiston je v zasledovanju tega BMW-ja X5 iz leta 2020 ukradenega v Battle Creeku v Michiganu. 1444 Surrey Tropical, nosim kamero. V tem vozilu je natlačenih 7 potnikov, kar je morda razlog, da eden izmed njih moli glavo iz tega prenatrpanega BMW-ja. 17 NVC skozi zadnje okno. Ravno se je potegnil nazaj noter in zapeljuje na izvoz. Voznik zapelje na izvoz in izgubi namestnika. A malo naprej po cesti je več policistov ponovno našlo BMW-ja. Voznik poskuša pobegniti po tej slepi ulici. So pri številki 96 do vzhodno po cesti East Flatbush. Postavljajo se na dvorišču. In nato naredi U-obrat čez sprednje dvorišče. Voznik se stisne mimo šerifovega avtomobila. Pravkar je zadev šerifov avto. Obide še enega. In še enega. Očiščen tek, brez stika. To mora biti 4x4. In se zdaj vrača proti avtocesti. Ja! Daj no, proti zahodu. Proti zahodu. Proti zahodu. Voznik skoči nazaj na avtocesto. V redu, gremo proti zahodu. 1644, 13, 206 spremljam. Opazujem vse jasno, zahodno smer po enki. Kjer je očitno precejšnja gneča. Ampak nekaj mi pravi, da bo ta tip našel način, kako obiti ves ta promet. Zahodna smer. Prav. Voznik zdaj vozi po odstavnem pasu. Na deskem odstavljenem pasu tekmuje z vozilo 17 na rumeni. Ima približno 6 avtomobilov v pasu tukaj od Stožca v svoji sosedski. Prebije si pot nazaj na avtocesto. In nato se poskuša zriniti med dva avtomobila. Ne, pravkar je v zadaj trčil v vozilo črni Edge. Zelo rekurziven jezik. Na desnem odstavnem pasu še vedno nadaljujemo na telefonu. Nekdo v avtu vrže pištolo. Stari, Deji. Ven. Ja, gospod. Pomagali ti bomo, da boš svoboden. Pozdravljeni, tukaj je... Promet prihaja. Mi bomo. Spet morali. BMW se stisne med dva avtomobila. Neto se stisne mimo tovornjaka. Proti zahodu. In nato oplazi tovornjak strani. Voznik se začne pomikati proti izhodu. Trenutno sem na zvezi z Ingamom. Poskušajo donočiti tvojo lokacijo. Rekli so, da je to vozilo udeleženo na izvozu. Zdaj vozi po brezpotih. Udaril je Pancino. Zapeljal je v krožišče, poskuša se vrniti na hitro cesto. In se vrne na cesto. Spet so na hitri cesti. Osumljenec zdaj vozi skoraj 130 mil na uro. Bo na uri Cedar, številka 1706. Zapelje na izvoz in upočasni na zgolj 100 mil na uro. Pred nami je večja gneča. Voznik ponovno poskuša se prebiti skozi ozko vrzel, trči in se zaleti na Jolidžu in se zaleti v tla. Policist poskuša dohiteti enega izmed pobeglih osumljencev. Lezi na tla, takoj! A mu uspe pobegniti. Si v redu, draga? Na srečo kaže, da nihče od žrtev v drugih avtomobilih ni resno poškodovan. 35, enega imam pridržanega. Čeprav za tega osumljenca. Ja. Ampak so vzeli moj telefon, ampak mi ga nočejo dati. Prej sem jih prosil, naj mi dajo moj telefon. Zdi se, da ga to najmanj skrbi. Uporabi prsa, sedi. Dvigni moj telefon, brat. Moj telefon je v redu. Zdaj me to ne skrbi več. Na koncu je bilo aretiranih 5 od 7 ljudi v avtu. Pištola, ki je bila odvržena iz avtomobila, je bila kasneje najdena. Prav tako več podaljšanih nabojnikov, ki so bili prav tako v tem vozilu.
v redu. Dva policista državne policije Michigana se odzivata na nujen klic za pomoč. Očitno se osumljenec v primeru družinskega nasilja upira aretaciji in se zdaj bori s policistom. To je njen tovornjak tam, ne? Skupaj so trije policisti uspeli osumljenca vkleniti v lisice. Čutim bolečino. In če pogledaš pobližje, se zdi, da je osumljenec pustil kar vidne sledi. Samo hlače bom strgala dol, bedaki. Ja, prvič sem te slišal. Policist posadi osumljenca z lisicami v patruljni avto. Imaš lisice? Kaj? Pst, in pazljivo preveri, da je ključavnica na njegovem varnostnem pasu trdno pritrjena. Toda kar policisti ne opazijo, je, da je osumljenka nekako uspela sneti lisice. Zdaj ima prosti obe roki. Hitro se očisti z razkužilom za roke in si nato vzame trenutek, da se posmehuje policistom. Več radija na moji zaponki. Poskuša si poiskati udobnejši položaj, vendar, dokler je varnostni pas še vedno zaskočen, ne more narediti veliko. Pravzaprav je nekaj, kar bi lahko naredila. Seže čez in vzame komplet ključev iz sredinske konzole. In kar tako je njen varnostni pas zdaj odklenjen. Vstane s svojega sedeža, se premakne čez na voznikov sedež in odpelje. To je posnetek s kamere v ukradenem patruljnem vozilu, kjer je zdaj osumljenec za volanom. 4:15 smo v zasledovanju patruljnega vozila. Zdaj se pelje naravnost proti policistu. Obide patruljno vozilo. Ne ustavi pri znaku stop in je zdaj na glavni cesti. Smo severno od. Si ne predstavljaš, ko ne? Ja? Ta ukradeni patruljni avto zdaj vozi več kot 160 km/h in skoraj izgubi nadzor. V vozilu so strelno orožje. Mislim, da bomo drugi. Enota New Ego je prva. Policist pravi, da je slepa ulica, zato prečkamo Green na 100. To je makadamska cesta. Osumljenec ima dve možnosti. Ali se obrne, ali pa se zaleti skozi ta kovinska vrata. Zdaj se prebija skozi ta gozd. Za njo so policisti tik za petami. In pred njo, skrit pod vsem tem grmovjem, je betonski most. Izstopi iz ukradenega policijskega avtomobila in poskuša pobegniti peš. In je takoj prijeta. Stani, ključev ne dam. Ne bom odnehal. Ona je aretirana in jo dejansko bolj kot ne odnesejo do čakajočega policijskega avtomobila. Kaj? Pomagali smo drugi patrulji spredaj. Naslednje, kar vemo, je, da je bila ona na voznikovem sedežu in bežala. 36-letna Courtney Murray je bila februarja obsojena na 1 do 3 leta pogojne kazni ter 1 leto družbeno-koristnega dela, na kar se zdaj pritožuje. Dobili smo pogojno kazen. To je to. Zato? Ja. Mislim, da je to za drugič.